Ja, prav neprimerno sem se obula. Živjo, kljub temu, da je dež, sem se odpravila na en tak kratek sprehod. Sem se pa prav napačno obula in sem po 10 minutah že vsa premočena. Evo, takole, lejte, sem pač prav vsa premočena. Ta je malo manj. Velikonočni prazniki so mimo, naredilo se eno tako lepo vreme, tako da sem se odpravila na kolesarjenje. Naredila bom približno 20 km, takih bolj sproščenih in lahkotnih. Štartala sem v Solkanu, potem sem šla do železniške postaje po kolesarski stezi, zdaj pa nadaljujem po šempetrski kolesarski stezi naprej. Tam vidimo že šempetrsko bolnišnico, tako da bom vsak čas v Šempetru. Za mano je pa 5 km. To je pa športni park v Šempetru in je vedno živahno tukaj. Fantje se zabavajo in še malo ribe lovijo. Tako, zdaj grem pa v tiste smeri, ko je šel zdaj avto. Takoj za železniško progo sem zavila desno, kaj je ena taka bolj stranska cesta. Za prvomajske praznike z možem nimava nezga plana, da bi kam šla, tako da se bova potikala bolj verjetno okoli Nove Gorice. Zdaj bomo šli pa počasi naprej. In sem v bistvu spet na kolesarski stezi. Lihen malo sem šla po glavni spet. Me je zadnjič ena gospa vprašala, kje točno gre ta pot, zato sem se tudi odločila, da jo bolj podrobno pokažem. V bistvu imate 20 km čiste kolesarske steze, če gledamo tako iz Solkana do Mirna in potem nazaj. To Vrtojbensko polje se temu reče. Zdaj pa nadaljujem proti domu. Tukaj sem šla pa kar po zgornji poti. V bistvu grem v štric avtoceste, potem na koncu bom šla pa levo. In pridem potem v Šempeter. In zdaj grem pa skozi naravnost. Na tej kolesarski je kar precej prometa, tako da je treba kar paziti, biti previden. Pa sem prispela domov.
Naredila sem 23 km. Povprečje je bilo bolj slabo, zaradi tega, ker sem malo srčka šparala in gledala srčni utrip. Čin, čin. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Zdaj se odpravljam v knjižnico, še prej bom rešila en sudoku do konca, popila kavico in potem bom šla prav v miru. Sem šla pa reševati prav tega zadnjega, ker sem se malo naveličala v unih lahkih. Sem rekla, probam še enega težavnega in je kar šlo. Sem kar zadovoljna. Se kar strenirajo možgani, moram reči. Prvič bom koristila popust upokojenca in to bo danes za plačilo članarine. No in če pa gledam članarino, zaposleni imajo 20 evrov, jaz bom pa kot upokojenka imela 10 evrov. Se pravi, kar 50% popusta s tisto upokojensko izkaznico. Otroci in mladina do 18 leta ima brezplačno, so članarine oproščeni, pa nad 80 let starosti, to bom še mogla malo počakati. Okej. Ojej, tulipane moram malo štimati, ker dol leti. Ja, pa še eno stvar imam za zrihtati, preden grem, to je kefir za precediti in naštimati za naprej. Pa vam bom tudi pokazala, kako to naredim. 5 minut, vse to ni nobenega dela. Kefir je en tak napitek, ki ima en tak kisu, ampak osvežujoč okus. O kefirju lahko preberemo ogromno pozitivnih lastnosti. To je napitek za boljšo odpornost in pa zdravo prebavo. Vsekakor je pa to stvar okusa. Pa si poglejmo, na kakšen način ga pripravim in kako je ta priprava enostavna. Rabite kefirjeva zrnca, treba jih je očistiti po vsaki uporabi, tako da potem se to prelije z 2 deci mleka. Pa kaj je pomembno še, da se ne sme uporabljati kovine, se pravi kakšne kovinske skodelice, kovinske žlice, ampak da se nekako osredotočimo na plastiko, steklo, keramiko. Za pripravo tega kefirja rabim pač ta kefirjeva zrnca oziroma kultura se temu reče v velikosti nekako lešnika. To sem dobila, tako da zdaj lahko pripravljam naprej. Na koncu tudi vedno pokrijem to posodico. Jaz se pokrijem kar s krpico, to pa v bistvu zaradi tega, da se ne praši. To pustim na sobni temperaturi. Namesto krpice bi lahko pustila tudi pokrov gor na vrh, ampak ga ne bi smela zapreti. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Skodelico pa postavim v hladilnik, ker mi je potem tudi nekako boljšega okusa, ker je malo bolj hladno. We wanna chase the night, wanna dance the night. Wanna stop from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Zdaj bom pa pustila stati 24 ur in potem bom jutri ponovno precedila. Jaz vse počistim sproti, zato da imam pripravljeno za jutri. Kakšen prijeten dan, ko bom prišla s knjižnice domov, bom šla pa zagotovo za 1 urco na kolo.
10 evrov sem dala za členarino, kar se mi zdi zelo, zelo ugodna cena. Ker recimo za 10 evrov imaš ti celo leto možnost izposojevanja knjig, pa potem recimo, ne vem, tudi revije. In je to minimalen strošek, ki ga lahko prispevamo v knjižnico. In se mi zdi, da si res lahko vsak upokojenec privošči to članarino, ki te lahko potem bogati. V knjižnici sem dobila to knjigo, ki sem jo imela rezervirano. Knjiga Melanija. Bomo videli, kaj in koliko bo sploh povedala. Na tem mestu bi se rada zahvalila eni gospe, ki mi je napisala en tak lep komentar, ki ga vidim med obvestili, vendar se mi pa žal ne prikazuje med komentarji pod videom. Želim samo povedati, da ga nisem zbrisala jaz, ampak YouTube včasih zadrži nekatere komentarje oziroma predvideva, da so kaj sporni. In ga ne prikaže, kljub temu, da z njim ni nič narobe. Bi se pa hkrati rada zahvalila tudi vsem ostalim, ki me podpirate, spremljate. Jaz sem zelo hvaležna, da ste z mano, da mi dajete en tak navdih, da včasih kaj pokomentirate in da se nekako družimo. Tako da hvala vsem tistim, ki ste že naročeni, pa bi hkrati povabila tudi tiste, ki še niste naročeni, naročite se na moj kanal, če vam je všeč in bomo skupaj gradili še veliko zgodb. To bi bilo za danes tudi vse. Hvala za vašo pozornost. Bodite fajn in se vidimo drug teden. Čau, čau!